V studiu prijazen pozdrav evropski poslanki doktorici Romani Jordan. Dobar dan. Dobar dan. Danes bova govorili o tudi dobrih zgodbah, ki se jih najde znotraj Evropske unije in teh je kar veliko. Najprej se morda ustaviva, čeprav smo pri počitniškem času, pa vendarle pri uspehih šolskega leta. Ja, res je, da smo v času počitnic, ampak mladi zagotovo že razmišljajo, kako naprej, kakšne so priložnosti, ki jih imajo, in prav je, da jim to povemo sedaj, ko so mogoče malce bolj sproščeni in ne razmišljajo toliko o tem, kaj vse se morajo naučiti ali naštudirati. Tako kot ste dejali, veliko je težkih zgodb, ampak tu pa tam je tudi kakšna zelo svetla, in to je zagotovo recimo program Erasmus. To je program, ki je med tovrstnimi programi največji na svetu, kajti znotraj njega Evropska unija spodbuja izmenjave med mladimi in med osebjem, ki deluje na področju izobraževanja. Pravkar so objavili številko, da je v študijskem letu 2011-2012 ta program zopet dosegal rekord, saj se ga je udeležilo preko 250,000 študentov. Od začetka tega programa, torej od leta 1987, pa se ga je udeležilo več kot 3 milijona študentov, in to je zagotovo ena taka zelo lepa številka. Za to številko so pa seveda številne zgodbe. Jaz sem srečala marsikaterega mladega, ki mi je razlagal, kako dobra izkušnja je ta izkušnja, ki mu jo je omogočila Evropska unija. Da bom nekoliko bolj jasna, to je program, ki omogoča mladim, da gredo na izobraževanje od 3 do 12 mesecev. Največ jih izkoristi ponavadi 6-mesečno obdobje in Evropska unija jim krije potne stroške, pa tudi del stroškov bivanja. Ni pa to samo za mlade, je tudi za izobraževalno osebje, kajti le to lahko gre poučevati v tujino za nekaj dni do 9 tednov, ali pa prav tako za osebje velja, da lahko gre na usposabljanje. So kakšne novosti zdaj z tem letom se sklepa ta program, da bodo zaključili? Ja, tako je, s tem letom se ta program sklepa, tako kot vsi drugi evropski programi, kajti začne veljati novo 7-letno finančno obdobje s 1. januarjem naslednjega leta. Za program Erasmus bo veljalo nekaj, in sicer to, da bo še bistveno večji, kot je bil doslej. Zelo sem vesela, da lahko to povem, kajti tudi v Evropskem parlamentu smo si prizadevali, da bi dobil še več sredstev. In jih bo dobil do 40% več, kar je izjemen uspeh po naših pogajanj, če upoštevava to, da se bo proračun pa nominalno znižal. Sicer pa bo novost tudi ta, da bo omogočal tudi posojila študentom za študij. To se mi zdi, da je izredno dobra stvar. Novosti bodo pa tudi v vsebinskem smislu na ta način, da bo omogočal še več sodelovanja s podjetji, tako da bi se še izboljšal na ta račun izobraževalni program in pa tudi, da bi se izboljšala zaposljivost mladih ljudi. Ko včasih slišimo, da veliko mladih odhaja v tujino, mladih, ki imajo znanje, mladih, ki imajo to žilico inovativnosti in podjetništva, ampak da v tujini ostajajo. To je eden izmed programov, ki jim omogoči samo kratkotrajen študij v tujini. Je pa tako, da je to v glavnem znotraj Evropske unije, nekaj ostalih držav je še vključenih, in mislim, da se v Sloveniji ne smemo bati tega, da bi naši mladi ljudje odhajali v tujino, kajti to je danes svetovni proces, in če jih bomo zapirali znotraj Slovenije, znotraj naših meja, ne bo to dobro niti za našo družbo, niti za te mlade ljudi. Mi moramo omogočiti, da gredo ven, da dobijo izkušnje, hkrati pa pri sebi doma narediti tako dobro okolje, da se bodo radi vračali. Sicer pa je tu še nek drug evropski program, ki se bo prav tako začel naslednje leto, to je program Obzorje 2020, in novost tistega programa pa je, da bo sofinanciral vračanje evropskih znanstvenikov nazaj v Evropsko unijo, in prednost bodo imeli tisti znanstveniki, ki se bodo vračali v okolja, ki so manj uspešna v tem programu, to pa tudi je Slovenija. Tako da z eno tako ustrezno sinergijo, če bomo znali znotraj oblikovati svojo slovensko politiko na tak način, da bomo dosegli optimalen rezultat, lahko zelo povečamo tudi svojo notranjo inovativnost, kljub temu, da omogočamo mladim, da gredo v tujino.
Pogovarjamo se z evropsko poslanko dr. Romano Jordan, ko smo v prvem delu govorili predvsem o tem programu Erasmus, ki se bo končal z letom 2013, tudi zaradi, kot ste rekli, novega 7-letnega obdobja. Je ključna informacija za mlade, sicer študenti so zelo inovativni in sami znajo poiskati marsikatero informacijo na področju njihovega izobraževanja, pa vendarle, vi, ko ste v Evropskem parlamentu, kakšen nasvet bi jim dali? Kaj pogledati, kaj spremljati, v kaj se vključevati na splošno morda? Ja, jaz bi jim svetovala, da naj si najprej zastavijo cilje in da naj se pri zastavljanju teh ciljev ne omejujejo s tem, kje živijo. Danes je svet globalen in še zlasti s tem, ko smo postali člani Evropske unije, so naši mladi enakovredni vsem mladim znotraj Evropske unije. Potem pa seveda je treba za doseganje teh ciljev nekaj narediti. In v Sloveniji se mi zdi, da včasih še kar ljudje razmišljajo na način, da če nekajkrat poskusi, pa ne uspe, da to ni v redu in da itak jim ne bo uspelo. Tudi mladi v tujini se morajo zelo truditi. Govorila sem z mladimi, recimo iz Velike Britanije, ki so napisali po več 100 prošenj za službo na teden, pa so to pač vzeli kot nekaj, kar morajo storiti, če se želijo zaposliti. Skratka, ne obupati, čeprav vem, da je situacija za mlade izredno težka. Zdaj, te informacije si lahko poiščejo glede sofinanciranja poti, glede štipendije, ki jo daje Evropska komisija znotraj programa Erasmus, si lahko poiščejo na straneh Evropske komisije. Je izredno pregledna stran. Jaz ponavadi samo v iskalnik vpišem Erasmus in se mi že potem tudi ta stran odpre. Evropska komisija ima objavljene vse razpise. Zdaj pa morda podrobnejša razlaga o novem programu, ki pa je namenjen raziskovalcem, Obzorje. Ja, to pa je še eno področje, ki spremlja nastanek Evropske družine narodov od vsega začetka. Od vsega začetka so sodelovale države na področju raziskav znanosti, kajti znano je, da ni dovolj, da imamo na tem področju samo denar, infrastrukturo, ampak da moramo imeti tudi zadosti možganov, da moramo imeti neko kritično maso ljudi. In zaradi tega se to sodelovanje razvijalo, zaradi dobrih uspehov postajalo vedno večje in zdaj zopet stopamo v naslednje obdobje financiranja, ko je nominalno gledano proračun za raziskave večji, če pa gledamo, glede na vrednost denarja, pa približno takšen, kot je bil v dosedanji finančni perspektivi. No, ta program se imenuje Obzorje 2020 in je namenjen sofinanciranju tako temeljnih osnovnih raziskav, kot tudi aplikativnih raziskav. Kar je novo, je pa to, da ga bo možno počrpati tudi za projekte za razvoj produktov blizu trgu. S tem želimo navdušiti tudi podjetja, industrijo, da bi se bolj vključevala v ta program, da bi izkoristila tudi javni denar in postala bolj inovativna. Za Slovenijo je pa še ena stvar, ki je zelo pomembna. Slovenija v obstoječem 7. okvirnem programu ni zelo dobro zastopana, tako če gledam statistiko po številu projektov, kot tudi po počrpanem denarju. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni. No in za take države smo uspeli v program vključiti nek nov mehanizem, ki jim bo omogočil, da bodo izboljšale svojo kapaciteto, da bodo lahko lažje črpale denar. To moram reči, da je predlog nastal v parlamentu, da smo se trdo pogajali tako s svetom kot z Evropsko komisijo, da smo s tem uspeli in jaz upam, da bo Slovenija dobro izkoristila to priložnost. Pa še nekaj, tudi za Slovenijo zelo pomembno, ker je novost, da bo bistveno bolj usmerjeno črpanje teh sredstev v sinergijo z črpanjem kohezijskih sredstev. Vemo, da Slovenija bo dobila kar veliko kohezijskih sredstev in če jih bo uporabila na način dviganja inovativnosti, nekih regijskih grozdov in tako naprej, potem bomo lahko res odpirali nova delovna mesta na račun tudi Evropske unije. Samo naše okolje bo moralo biti pa bistveno bolj konkurenčno, kot je doslej.
Če zelo poenostavim, torej Slovenija se bo prav s pomočjo programov Evropske unije lahko razširila svoja obzorja. Res pa je, da moramo biti pozorni, spoznati ta program Obzorje 2020 in ga tudi izkoriščati, vložiti van vse znanje, da bomo dobili tudi sredstva za svoj napredek. Ja, tako je. Svoje politike bomo morali prestaviti ali pa postaviti bliže evropskim politikam. Govorimo recimo o industrijski politiki, raziskovalni politiki, kohezijski politiki. Hkrati pa bomo morali tudi svoje okolje narediti bolj konkurenčno. Se veste, kaj to pomeni. To pomeni vse tiste ukrepe, zaradi katerih se nek podjetnik odloči, da bo svojo proizvodno recimo širil tu v Sloveniji ali pa bo širil raje druge. Sem sodijo tako dobra izobražena delovna sila, kot recimo davki, kot tudi to, kako hitro dobi dovoljenja za svojo dejavnost. Prav zato, da smo seznanjeni z novostmi, da nas vi upozarjate na tisto, kar je bistveno, če se res ne smemo spregledati, zato se želimo vašega obiska pogosteje v našem studiu. Hvala tudi za danes, za ta čas. Hvala za pogovor.